Katarina Wolters se je rodila 13. junija 1839 v Toxtetu, Liverpool. Njena mati, Marija Anna Fowler, je umrla med porodom leta 1843. Njen oče, Edward Wolters, pa se je trudil vzgajati Katarino in njene druge sorojence. Delal je kot carinik v Liverpoolu in kasneje postal gostilničar v Cheziru. Kljub očetovim prizadevanjem, da bi preskrbel družino, je Katarina odraščala v precejšnji revščini. Liverpool je doživljal industrijsko revolucijo. Mesto je bilo umazano in polno bolezni, zrak je bil prepojen s strupenimi hlapi, Katarina in njena družina pa so bili pogosto podhranjeni. Poleg tega je bil njen oče pijanec. O Katarininem zgodnem življenju je malo znanega, saj nima nobenih spominov in je te informacije zadržala zase. Domnevno so jo nekaj let po materini smrti poslali v samostansko šolo. Vendar ji tam ni bilo všeč in je na koncu pobegnila. Kot mlada najstnica je dobila svojo prvo službo v kegljišču, imenovanem Blackjack Tavern. Njeno delo je bilo preprosto. Vse, kar je morala storiti, je bilo postaviti keglje pred vsako igro Skittles. Skittles je stara evropska igra na travi, ki se je kasneje razvila v kegljanje. Zaradi časa, ki ga je tam preživela, je dobila vzdevek Skittles, po katerem je bila tudi znana. Potem je našla delo v hlevu, kjer se je naučila jahati in pridobila številne druge konjeniške veščine. Čeprav je našla delo, ki ji je bilo všeč, je bila plača slaba in kakovost njenega življenja v Liverpoolu ni bila najboljša. Kljub razmeram, s katerimi se je soočala v Liverpoolu, ji je uspelo pobegniti. V najstniških letih je spoznala lorda Fitzwilliama, ki ga je njena lepota popolnoma očarala. Pri 16 letih je z lordom Fitzwilliamom odšla v London in 2 leti preživela kot njegova ljubica. Ko se je njuna zveza končala, ji je velikodušno podaril 2000 funtov in letno rento v višini 300 funtov. Za razliko od mnogih drugih kurtizan tistega časa, ki so običajno razkrile svoje ljubimce, Katarina tega ni storila. Ta zvestoba je bila za Katarino zelo koristna, saj so bodoči ljubimci vedeli, da ji lahko zaupajo. Poleg tega so bile velikodušne letne rente le dodatek, če bi jo kdaj zamikalo. Katarino so opisovali kot žensko klasične lepote. Imela je sivo-modre oči, kostanjeve lase in pas, širok 18 palcev. Vendar pa niso bile samo njen lep videz tiste, zaradi katerih je izstopala med drugimi kurtizanami. Njena osebnost je bila zelo drugačna, saj je bila ljubeča, skrbna in izvirna. Vedno je bila to, kar je, namesto da bi se trudila prikazati kot nekdo, ki ni bila. Henry Labouchere je to povedal o Katarini. Imela je največje srce, kar jih poznam, in verjetno je edina prostitutka v zgodovini, ki je ohranila svoje srce nedotaknjeno. Leta 1858, ko je imela 19 let, je Katarina postala ljubica Spencerja Comptona Cavendisha, znanega kot markiz Hartington. Kasneje je postal 8. vojvoda Devonski. Markiz Hartington je bil zaljubljen v Katarino in jo je izjemno lepo obravnaval. Katarina je pogosto pripovedovala Hartingtonu o svoji ljubezni do konj in o svoji želji, da bi jahala, kot je to počela nekaj let prej, ko je delala v hlevih. To je bila tema, o kateri sta pogosto govorila, saj se je Hartington zelo zanimal za konjske dirke. Kot odgovor na to je Hartington kupil razkošno mestno hišo na Park Street v Mayfairu, ki je imela obsežno zemljišče in hlev s čistokrvnimi konji, pasmo dragih konj, znanih po uporabi na tekmovalnih dirkah. Poleg tega ji je, ko so se govorice in trači o aferi polegli, dodelil letno rento v višini 500 funtov. Letna renta, ki jo je prejela Katarina, se je izplačevala več let. Tudi potem, ko je vojvoda umrl leta 1809, je družina Cavendish še naprej plačevala. Naslednjih nekaj let je veliko časa preživela s svojimi konji in izpopolnjevala svoje jahalne veščine. Poleg tega je poskrbela, da je bila vedno elegantno oblečena in si priskrbela po meri izdelano jahalno opravo. Da bi bila oprema popolnoma prilagojena, je sedla na lesenega konja in jo nato izmerili. V 60. letih 19. stoletja so Katarino pogosto videvali, kako je jezdila v Hyde Parku.
Čeprav si jo bodo zapomnili kot slavno kurtizano, je bila prav tako znana kot spretna jahačica in so jo označevali za najbolj elegantno jahačico svojega časa. Postala je tako priljubljena, da je veliko ljudi prihajalo na Rotting Row v Hyde Parku, samo zato, da bi jo videli jezditi. Mnogi so poželjivo občudovali njeno lepoto, jahalne spretnosti in oprijeta oblačila, ki jih je zanjo izdelal Henry Poole & Company, ki jih je očitno nosila brez spodnjega perila. Med številnimi radovedneži v velikih množicah so bile vedno skupine dam iz višjega sloja. Te dame so postale ljubosumne nanjo in so začele posnemati kroj njenega popolnoma prilegajočega se jahalnega kostuma. To se nanaša na oblačila, ki jih ženske nosijo za jahanje. Običajno je sestavljen iz skrojenega suknjiča z dolgo krilom, krojene srajce in klobuka. Katarina je ta videz tako dobro nosila, da so mnogi rekli, da je videti kot princesa. Tisti, ki so si to lahko privoščili, so posnemali njen slog in postala je priznana ustvarjalka trendov. Iz dneva v dan je njen sloves rasel. V 60. letih 19. stoletja so pisali pesmi o Katarini, peli so balade in celo naročali njene portrete. Edwin Landseer je naslikal Katarino in sliko poimenoval Lepa krotiteljica konj. Razstavljena je bila na Kraljevi akademiji. Ko je jahala v javnosti, se je imenovala Anonima, da bi poskušala skriti svojo identiteto, vendar je skoraj vsakdo vedel, da je v resnici Katarina Walters. Pismo, napisano v časopisu The Times julija leta 1862, je opisovalo, kako priljubljena je bila in kakšne množice so se zbirale, da bi jo opazovale. Pričakovanje doseže najvišjo točko. Lepa ženska hitro pelje mimo v kočiji, ki jo vlečejo čistokrvni poniji, izjemne postave in gibanja. Kočijaš je oblečen v klobuk pork pie, ki ga je uvedla Anonima. A žal ni naredila nobenega vtisa, saj ni Anonima. Je le vojvodinja A, markiza B, grofica C ali katera druga izmed številnih posnemalk Anonime. Razočarana množica se znova usede in čaka. Še ena kočija s ponjem pride, pa še ena, z enakim žalostnim izidom. Končno je njihova potrpežljivost poplačana. Anonima in njeni poniji se pojavijo, množica pa je zadovoljna. Spretno in z navidezno brezskrbnostjo si utira pot skozi množico, medtem ko jo komentirajo stotine občudovalcev in stotine tistih, ki ji zavidajo. Ustavi svoje ponje, da bi spregovorila z znancem, in njena kočija je takoj obkrožena z množico. Obrne se in se odpelje nazaj proti Apsley House, nato pa izgine v neznani svet, nihče ne ve kam. Z njeno novo pridobljeno slavo je to negativno vplivalo na Huntingtona, saj bi lahko postalo ovira za njegovo politično kariero. Čeprav sta globoko skrbela drug za drugega, se je Huntington odločil, da razmerje ne more več trajati. Tako se je njuna zveza končala leta 1862. Vendar pa je čas, ki sta ga preživela skupaj, Katarini zelo koristil še vrsto let. Huntington ji ni le kupil nepremičnin in ji dal denar, ampak jo je tudi predstavil krojaški hiši Henry Poole & Company, s katero je poslovala še vrsto let. In najel je tudi učitelja, da bi lahko postala dobro izobražena dama. Ko je bila afera s Huntingtonom končana, je postala precej žalostna, vendar je hitro nadaljevala in imela kratko razmerje z Aubreyjem de Viriem Beauclerkom v New Yorku. Potem se je leta 1863 preselila v Pariz in imela vrsto različnih ljubimcev. Med njimi so bili minister za finance Ashy Fult, diplomat in pesnik Wilfrid Skewen Blunt ter cesar Napoleon III. Medtem ko je bila v Parizu, je zaslovela potem, da je sama vozila svojo kočijo, ki sta jo vlekla dva čistokrvna konja, skozi velik park imenovan Bois de Boulogne. Običajno sta jo spremljala dva hlapca, ki sta skrbela za njene konje. Vsi trije so vedno nosili elegantno krojena oblačila. Blunt je bil zaljubljen vanjo in je takšen ostal do konca svojega življenja.
Afera se je končala, ko je Lord Crowley, oče Blentove zaročenke, ki je bil tudi veleposlanik v Franciji, izvedel, kaj se dogaja. Tako je poslal Blenta nazaj v Anglijo in ga prisilil, da je odstopil svojega položaja. Čeprav se je Blent kasneje poročil in si ustvaril družino, je še vedno ljubil Katarino. V poznih 90. letih 19. stoletja je napisal pesem posvečeno Katarini z naslovom Estera. Približno v tem času sta si začela tudi pisati pisma. Postala sta prijatelja in to ostala vse do Katarinine smrti. Z začetkom francosko-pruske vojne leta 1870 se je Katarina preselila nazaj v svoj dom v Mayfairu v Londonu, kjer je živela do konca svojega življenja. Nadaljevala je svojo strastjo do jahanja in ob nedeljah prirejala popoldanske čajanke, ki so se jih udeleževali vplivni možje iz vsega Londona. Eden takih mož, ki je pogosto pomagal, je bil poslanec in bodoči predsednik vlade William Gladstone. Vendar je malo verjetno, da je bil ta veliki starosta eden od njenih strank. Približno v tem času je spoznala tudi svojega najslavnejšega ljubimca, valižanskega princa, kasneje kralja Edvarda VII. Princ je bil takrat v svojih srednjih 30 letih in je bil 2 leti mlajši od Katarine. Tako kot mnogi njeni ljubimci, se je tudi princ hitro zaljubil v Katarino. Skozi leta je dajal radodarno denarno podporo, omogočil dostop do svojega osebnega zdravnika in ji poslal več kot 300 ljubezenskih pisem. Ko se je razmerje končalo, je princ zahteval, da mu pisma vrnejo. Katarina je to storila brez ugovora. V 80. letih 19. stoletja je imela resno razmerje z Aleksandrom Horacijem Baileyjem. Čeprav se nikoli ni pravno poročila, je bila nekaj časa znana kot gospa Bailey. Tako kot njena prejšnja razmerja, se je tudi to končalo. V svojem življenju kot kurtizana so bili njena lepota, zvestoba in diskretnost tisti, zaradi katerih so se številni moški zaljubili vanjo. Seveda so se širile govorice, da je bila v razmerju s pomembnimi in bogatimi moškimi, vendar Katarina teh govoric nikoli ni potrdila, niti zanikala. To jo je ločilo od drugih kurtizan, zaradi česar je postala izjemno iskana spremljevalka. Ne samo to, dobro je upravljala s svojimi financami in ni ostala brez vsega, kar je bilo v tistem času pogosto pri mnogih kurtizanah. Njena kariera je bila dolga in uspešna. Končno se je upokojila v 90. letih 19. stoletja, pri približno 50 letih kot premožna ženska iz visoke družbe. Po upokojitvi se je zapletla z Geraldom de Somersom. Spoznala sta se že leta 1879, ko je bila ona stara 40 let, Gerald pa komaj 16. Po več kot desetletju sta postala ljubimca. Njuno skupno obdobje je trajalo le nekaj let, vendar sta ostala tesna prijatelja vse do Katarinine smrti. Umrla je 5. avgusta 1920 v svojem domu v Mayfairu zaradi možganske krvavitve. Ker ni imela otrok, je svoj dom v Mayfairu zapustila svojemu nekdanjemu ljubimcu in prijatelju Geraldu. Domnevno je imela v lasti tudi hotel v Angliji in Franciji, vendar ni jasno, kaj se je zgodilo s temi nepremičninami. Katarina Walters je bila pokopana na pokopališču samostana v Crowleyju, zahodni Sussex. Katarina Walters ni zapustila nobenih spominov ali dnevnika. Na nek način je to dokaz njene dobre narave, saj po njeni smrti nobena od njenih strank ne bi bila negativno prizadeta. Spominjali so se le po njeni karizmi, poštenosti, zvestobi in sposobnosti za ljubezen. Hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Katarini Walters. Upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, mi prosim pustite komentar in všeček in če ste novi na kanalu, se prosim naročite. Upam, da ste vsi lepo preživeli novo leto in če imate kakšen predlog, mi prosim pošljite e-pošto na naslov v opisu ali mi pustite komentar. To je vse z moje strani. Se vidimo v naslednji epizodi Forgotten Lives. Hvala.